O oddajah, ki jih pripravljam, izvem veliko zanimivega in želim si, da bi si čim več od tega tudi zapomnila. Lahko kaj storimo, da bi nam ostal tak spomin, kot je bil v mlajših letih? Prav o tem bova govorili danes z Nino Gabrijelčič iz Medeksa. Nina, se pomena, ki ga ima spomin v našem življenju, dobro zavedamo. Dober spomin je precej relativen in vsaj dokler nam ne začne bledeti, ga večinoma jemljemo bolj kot samoumevnega. Ker je do določene mere normalno, da neke stvari pozabljamo, je pa tudi tista meja, ko začutimo, da nam iz glave uhaja že preveč informacij, zelo tanka. Kako pa sami vplivamo na umske sposobnosti? Na spomin in delovanje možganov vplivamo že s samimi življenjskimi navadami, kot so spanje, hidracija, hrana. Če premalo spimo, ne pijemo dovolj tekočine in se neredno in neustrezno prehranjujemo, vse to čutijo tudi naši možgani, tudi spomin. Nanj pa vplivajo tudi drugi dejavniki iz okolja, kot so strupene snovi, pa hiter življenjski tempo in z njim povezan stres. Nina, pa lahko naredimo ob vsem tem naštetem še kaj, da bo naš spomin še aktivnejši? Lahko si na primer pomagamo z enostavnimi tehnikami pomnjenja. Sigurno večina od nas pozablja neke stvari, kot so ključi, ki iščemo jih vsakodnevno doma v torbici. In ena od takih tehnik je, da si enostavno določimo tisto stalno mesto, kjer bo ta predmet in si tega zapomnimo. Potem je naslednja tehnika, ko se z nekom pogovarjamo, kot midve zdajle na primer, da ponovimo tiste najpomembnejše informacije, ki jih slišimo od te osebe. In pa, ko govorimo o neki določeni stvari, je zelo fino vprašati kakšno zanimivost, ki ti potem ostane tudi v spominu. Pa še ena zelo fina tehnika je, kadar odhajamo večkrat na določeno mesto, to je priljubljena trgovina, pa tudi služba, si lahko zadamo, da bomo šli vsakič po drugi poti. Že ukvarjanje s tem, katera pot vse nas lahko pripelje do cilja, je zelo dobra aktivacija za naše možgane in spomin. Zelo zanimivo. Ja, res je. Enostavne tehnike pa delujejo. S spominom pa je tesno povezana tudi pozornost. In če si za, predlagam kar eno enostavno nalogo, da pokaževa to povezavo. Pripravila sem eno slikico in te prosim, da jo približno 10 sekund pogledaš. Potem pa imam zate v zvezi z njo eno vprašanje. Gledam, Nina, gledam. Okay. No, zdaj pa jo skriva. Moje vprašanje je, koliko barv je bilo na sliki? Rumena, rdeča, modra, zelena, mogoče še oranžna. Bravo! Res? 5 barv je pravilen odgovor. Super, Tvoja pozornost deluje. Nina, prej si omenila, da lahko na pozornost vplivamo tudi s prehrano. Kako? Res je, tako kot sicer na delovanje telesa, tudi na možgane, pozornost in spomin, prehrana močno vpliva. Če na primer uživamo precej predelano, ki vsebuje veliko belega sladkorja, transmaščob, to sigurno ne bo dobro delovalo za možgane. Če pa uživamo polnozrnata živila oziroma bogato prehrano, pa bo tudi naš spomin boljši, pozornost, nasploh naše počutje in tudi produktivnost pride s tem. Nina, katera hrana pa ne sme manjkati, če hočemo poskrbeti za svoje možgane? Naj najprej naštejem nekaj vitaminov in mineralov, ki so pomembni za delovanje možganov. To so predvsem vitamini skupine B, na primer tiamin, folna kislina, pa pantotenska kislina in z njimi povezan holin. Potem sta tu še vitamina C in E, pa minerali kalij, magnezij in kalcij. Najboljši vir prehrane, kjer dobimo vse te vitamine in minerale, pa so ribe, jajca, zelenolistna zelenjava, kodrolistni ohrovt, med njo še najpomembnejši, pa avokado, leča tudi in bolj sladkosnede temna čokolada, pa orehi, olivno olje, kokosovo olje, pa tudi fermentirana živila. Kaj pa sadje? Sadje seveda tudi. Sadje je pomemben vir vitamina C, pa tudi sladkorja, ki ga možgani potrebujejo za delovanje. Naj med sadjem omenim predvsem jagodičevje, na primer borovnice so zelo bogate s flavonoidi, ti delujejo antioksidativno in preprečujejo oksidativni stres v možganih. To pomeni sproščanje tistih prostih radikalov, ki lahko škodujejo telesu in tudi uničujejo možganske celice. Kaj pa v času, recimo, ko ni borovnic in vsega tega naštetega sadja, si lahko pomagamo s kakšnim prehranskim dopolnilom mogoče?
Lahko dopolnimo prehrano tudi s prehranskim dopolnilom. Eno takih je Medexov Memoaid, ki vsebuje ginseng, pantotensko kislino in pa izvleček grozdja in gozdnih borovnic. To je patentirani izvleček, imenuje se memofenol, ki ima s klinično študijo dokazano delovanje, je tudi patentiran in odlikuje ga sinergijski učinek. To pa pomeni, da grozdje v tem izvlečku kar za 5-krat poveča prehajanje že prej omenjenih flavonoidov iz borovnic v kri, tako da je njihov izkoristek res dober. Nina, danes je bilo pa en kup zanimivih stvari, ki si jih moram res zapomniti. Potem pa predlagam, da kar podpreš svoj spomin s kapsulo Memoaid. Pa tudi moja dnevna količina še danes ni bila čisto izpolnjena, tako da si bom še vseeno privoščila. Pa na zdravje. Na zdravje.